Najprej se zahvaljujem študentskemu društvu Sociopatije za prijazno povabilo, da predamo tej temi. Jaz bom to temo izkoristil pri neke vrste doktorski seminar, ker je to snov doktorata, ki ga pišem. Ker se pa zbrali predvsej zahtevno temo, se bojim, da bo predavanje precej dolgo, ampak tega poskusil sem skrajšati tako, kar se da, ampak če hočemo kaj povedati, je to to. Zastavljeno bo iz dveh delov, prvi je tehnični del in kogar bo stvar takrat nekaj zanimati, lahko mirno, kadarkoli se zapusti prostor, ne da mi bo to v zameru. Tisti, ki vas pa zanima, kaj je še konceptualni del za to so zadevo, boste pa prvi del napisali. Namreč teza tega predavanja je ta, da obstajate dve rešitvi, najmanj dve, obravnavali bomo dve rešitvi tako zvanega transformacijskega problema in da te dve rešitvi pripadata dvema različnima problematikama v serivnem pomenu besede, kar pomeni, da se pač lahko odločite za eno ali za drugo, ne morate pa obstrajati na obeh. Stvar, ki je narisana levo zgore, je tako imenovana input-output matrika. To je matrika, v kateri so opredeljene tehnične lastnosti tega našega modela gospodarstva, ki ima dva sektorja. En sektor je poljedelski sektor, ki proizvaja pšenico, drugi je sektor hrastva. No in ta input-output tabela nam pove, koliko enot jekla in koliko enot dela, tukaj pa nekaj res manjka, je potrebnih za to, da proizvedemo eno enoto, bodi si pšenice, bodi si jekla, tukaj še manjka delo. In recimo, iz tega lahko razberemo, da je za pridelavo ene enote, recimo, ne vem, enega kilograma pšenice, potrebna 1/4 enote, ne vem, kilograma, naprimer, jekla in ena enota, naprimer, ne vem, en dan dela, ne? In podobno za jeklo. Torej, jeklo je edino produkcijsko sredstvo, zato da ne kompliciramo. Obrat kapitala je posod ena, to pomeni, da je to vsi stroji so cirkulirajoči kapital, to pomeni, da so vsi, ali pa ta C, vse jeklo se porabi v enem obratu kapitala, nič ne ostane. To spet zaradi poenostavitve. No in zdaj na podlagi teh podatkov ugotovimo, kolikšna je delovna vrednost teh dveh naših produktov. In sicer delovna vrednost jekla je 2 enoti, delovna vrednost pšenice je pa 1,5 enote. No in če to vemo, lahko določimo tudi vse druge Marxove kategorije oziroma spremenljivke, ki jih uporablja. Konstantni kapital v prvem sektorju je, da ne bomo pač komplicirali, recimo, da je ena enota dela se izraža v eni enoti denarja, tako da je delovna vrednost lahko jo obračunamo v delovnih enotah, ali to je enota denarja, to je zdaj za enkrat vsem. Skratka, konstantni kapital bo v prvem sektorju v prvem sektorju, sektorju pšenice 50 centov, v sektorju jekla bo malo več, ker je več enot jekla potrebnih, tam bo konstantni kapital 1 evro. Variabilni kapital, torej konstantni kapital so v tem našem primeru, ker ni strojev, so to surovine samo, medtem ko variabilni kapital to Marx definira kot tisto plačilo, ki ga delavec dobi za svojo delovno silo, za uporabo svoje delovne sile. In sicer
kot vemo, nikoli delavec v kapitalizmu ni plačan toliko, koliko dejansko prispeva, ampak nekoliko manj, recimo, da je primer, da je naš delavec, ki vloži v enoto produkta eno enoto dela, plačan recimo 50 centov. To pa pomeni, da je stopna presežne vrednosti, ki jo bomo tukaj označevali z E, je pa tisti preostanek dela, ki ni plačan, to je pa tudi 50. To pomeni, da je stopna presežne vrednosti, ki je S ulomljena z V, presežna vrednost surplus v variabilni kapital, v našem primeru 0,50 deljeno 0,50 je torej 1 ali 100%. Delavec vloži, za eno enoto dela, dobi delavec vplačila 50, polovico enote dela. No, presežna vrednost je torej 50 centov v obeh teh sektorjih in če predpostavimo, da v naši ekonomiji proizvedemo po 10.000 enot obeh produktov, pšenice in jekla, dobimo tole zgornjo tabelo, ki nam kaže konstantni kapital, variabilni kapital v posamezni produkcijski panogi in koliko je v tej panogi proizvedenega presežka. Ta sigma pomeni vsota vrednosti tega blaga, no in tukaj že opazimo neko lastnost tega modela, namreč to, da profitna stopnja ni izenačena. V prvi panogi je profitna stopnja 50%, skratka stroškovna cena, to je surplus v vloženi kapital, tisto, kar kapitalist vloži na začetku produkcije, je 10.000, presežek je 5.000, če to delimo, bomo dobili teh 50%, če pozamemo drugo panogo, je pa tukaj profitna stopnja 33%. Skratka, profitne stopnje niso izenačene med panogami. No in to je bazično že definicija transformacijskega problema. Tisti, ki bi radi šli domov, se lahko zdaj v 5 minutah praktično odšli. Namreč transformacijski problem je ta, kako izračunati take cene, Marx jih imenuje produkcijske cene, za našo pšenico in jeklo, da bomo omogočili to, da bo vsak sektor s tistim dohodkom, ki ga bo dobil od prodaje svojega blaga, prišel do nominalno enake profitne stopnje. Seveda, tukaj je še malce več, na tem, kot samo to, ta rešitev mora hkrati tudi doseči, da se bodo nekatera razmerja med vrednostnimi agregati, torej to so te številke v naših tabelah. Predvsem so zanimive tiste, ki izražajo skupne vrednostne agregate za celo ekonomijo. Skratka, treba je doseči, da se tista glavna razmerja med agregati, na podlagi katerih je Marx vprašal odnose med razredi, ne bodo spremenila zaradi te transformacije. No in to pa ni več, zaradi tega pa problemi ni več trivialen, ampak se razmeroma zakomplicira. Samo dva kratka komentarja v zvezi z temi zahtevami, ki jih mora ta transformacija zadovoljiti. In sicer, zakaj pride do neenakih profitnih stopenj, če se blago prodaja po vrednosti, kot na začetku predpostavljamo v prvi tabeli, zato ker je organska sestava kapitala ni enaka. Razmerje C in V je v sektorju pšenice bistveno niže kot, oziroma V, C je bistveno niže kot v sektorju jekla. Skratka, to je neka zakonitost, ki jo opažamo v empiričnem raziskovanju, in to je Marx in tudi pred njim Smith in Ricardo so to vzeli kot neko danost, in tudi danes ni nobenega razloga, da bi podvomili to, da obstajajo panoge, ki so visoko kapitalsko intenzivne, naprimer črna metalurgija, in panoge, ki so nizko delovno intenzivne, recimo lahka industrija, kot je tekstilna ali pa poljedelstvo, kot je naš
primer. Skratka, to je empirična zahteva, ki jo pogledimo v model, ker je realistična. Če model ne bi mogel, če ne bi bilo neenake organske sestave, seveda problema ne bi bilo, vendar je to komplikacijo treba upoštevati, ker drugače naš model ni realističen. Podobna stvar je z tem, zakaj sploh moramo doseči izenačitev profitne stopnje. Tudi to je nekaj, kar je vgrajeno v samo teorijo konkurence pri Marxu in pri klasikih. Namreč predpostavlja se, da je kapital mobilen med različnimi panogami. Zdaj predstavljate si, da kapitalisti, ki na podlagi profitnega motiva vlagajo v produkcijo, v eno od panog, in da tista panoga prodaja svojo blago po cenah, ki ne omogočajo niti povprečnega profita. Mehanizem, ki se bo sprožil, bo ta, da bo začel kapital bežati ven iz te produkcijske panoge v druge panoge in rezultat tega bo, da bo skupni produkt te panoge, naprimer količina pšenice, ki bo proizvedena, padla in če ponudba enega blaga pade, pri povpraševanju ostane pa enako, bodo cene narasle. Ker bodo cene narasle, bo tudi profit narastel. No in to je glavni mehanizem konkurence pri Marxu, znotraj panog in med panogami in že zato, ker predpostavljamo, da ta mehanizem deluje, moramo imeti model, v katerem so profitne stopnje izenačene. Tega v resnici nihče nikoli ni dvomil. To je empirična novica. V tem ne bomo več izgubljali pretirano besed. No, to je zdaj uvod v transformacijski problem. Skratka, mi moramo začunati produkcijske cene, to so cene, ki imajo približno tako obliko. Če imamo tukaj jeklo, to je P, zato so tudi tukaj P-ji. To bom zdaj tako napisal, da bo vidno. Lejte, kaj pomeni prodajati s profitom? Prodajati s profitom pomeni nekaj podobnega kot vlagati obresti v banko ali pa najemati kredit. To je cena, ki bo pokrila najprej vašo glavnico, torej tisto, kar na začetku vložite, to je C plus V. To je vaš začetni vložek. Poleg tega bo pa morala vam prinesti še dohodek, dobiček, profit poleg in nad tem, kar ste vi vložili, in sicer po neki, kot smo rekli, splošni ali pa povprečni profitni stopnji. Zdaj, če to napišemo tako, upam, da ta glavnica in presežek oziroma profit postane tudi intuitivno dostopno. Upam. In Marx je že v svojih spisih, ki so pozneje šli z naslovom Grundrisse, predlagal prvo rešitev tega tako imenovanega transformacijskega problema, na podlagi katere bi pač dosegel to, kar smo mi pričakovali. In sicer zdaj tega nisem zaradi mučnosti postopka želel pisati na tablo, ampak bom pač povedal tako. Glejte, kaj je naredil? Zelo preprosto. Zastavil se vprašanje, posod želimo imeti enako profitno stopnjo, to je teh 40%. Torej, kakšne morajo potem biti cene, da boste obe panogi prinesli profit 40%? Kaj je naredil? Vzel je skupno vrednost in skupno presežno vrednost na ravni ekonomije in je začunil socialno, bi temu rekli, stopno presežne vrednosti, socialno profitno mero. In to je pač jasno teh 40%. Potem je pa rekel, zdaj pa dajmo v tisto enačbo, kakršno sem prej napisal, ustaviti teh 40%, tisto recimo enačbo za jeklo. In poglejmo, če bi vložili 15.000 enot denarja ali pa dela, po profitni stopni 40%, bi morala biti skupna cena ne več 20.000, ampak 21.000 evrov, da bi prišli do profitne stopnje, ki je bila 40%. In podobno, tudi pri pšenici bi se, zdaj, če hočete dobiti ceno tega, samo delite teh 15.000, 10.000, kar bomo vedno 10.000 enot, in dobite 2,1 evra.
Kaj pa tukaj, ne? Če vzamemo 10.000 krat torej teh 1,40, s katerimi moramo pripomnožiti, namreč zakaj, ne? 1 plus v krat c plus v. 1 plus 0,4 je 1,40. In tukaj pa dobimo malce drugačno številko, namreč 14.000. In zdaj s tem je Marx hotel izraziti pravzaprav neko idejo, da količina presežne vrednosti, ki je bila proizvedena, količina vrednosti, ki je bila proizvedena, se ni spremenila zaradi transformacije, ampak je se samo prerasporedila zaradi tega drugačnega sistema cen. Skratka, vrednost se nekje ustvari, realizira se pa nekje druge in zato, da izenačimo profitno stopnjo, ni treba drugega, kot da 1000 enot presežne vrednosti, ki jih je bilo proizvedenih v sektorju pšenice, pač z tem sistemom cen z neenako menjavo preide v sektor jekla in se bo profitna stopnja izenačila. To boste našli že v Grundrisse in pa v tretjem zvezdu kapitala. No, Marx, ki je bil temeljit mislec in iskren, je sicer kmalu gotovo, da ta rešitev kolikor je že zelo elegantna, vendar ni čist popolna, ni ustrezna. Vendar je malo prehitra. Namreč, v čem je problem? Problem je v tem, da vložek začetni kapitala pride v tabelo oziroma v naš izračun, temu se reče stroškovna cena, glede termin. Stroškovna cena je izračunana, kot da bi se blago še zmeraj še kar naprej prodajalo po vrednosti, ne pa po produkcijskih cenah. Kdorkoli hoče proizvajati, mora kupiti jeklo. Jeklo se prodaja ne več po ceni 2 evra, ampak 2,1 evra. In zdaj, če vi potrebujete 2500 in 5000 enot jekla, se to jeklo zdaj prodaja po višji ceni in morate spremeniti to ceno v, ne vem, 1200-1500 evrov. In kaj bi se s tem zgodilo, tega zdaj ne bom zapisal. Zgodilo bi se to, da bi večina tistih agregatov, za katere je Marx pričakoval, da bodo ostali nespremenjeni v času med transformacijo, se bodo spremenili. Namreč, vsaj dva problema bosta. Presežna vrednost se bo zmanjšala, mi pa od vsega začetka predpostavljamo, da je presežna vrednost samo toliko, kolikor je bo proizvedeno v produkciji in da se v cirkulaciji vrednost ne izgubi. Se lahko samo prenaša iz enega sektorja do drugega, ne more se pa na agregatni ravni spremeniti. Če bi zdaj mi te številke za nazaj spremenili, bi se to zgodilo. Kar pomeni, da je treba se zadeve malenkost bolj resno lotiti in zato sta pa dva načina. En način je tisti, ki je star že 100 let, pa še malo več, 110 približno. In ga je ta prvi zares formuliral nemški statistik Bortkevič, nemški statistik in ekonomist, sicer poljskega porekla in šolal se v Peterburgu in tako naprej, ampak delo je v Berlinu. To je ena možnost, druga možnost je pa ta, ki je pa, se obstaja več možnosti, ampak tista druga, o kateri želim govoriti, je pa možnost, ki se jo razvila Gerard Dumenil v Franciji in Duncan Powley v ZDA, istočasno, ampak neodvisno drug od drugega, tam nekje konc 70-ih let in začetek 80-ih. No in razlika, taka tehnična, matematična, je samo ta, ali transformiramo vso stroškovno ceno ali pa samo konstantni kapital. Powley in Dumenil samo konstantni kapital, Bortkevič pa oba transformira. No? In tukaj na tabli imamo rešitev, ki jo je predvidel Bortkevič. On je sicer delal z tri panožnimi modeli, ampak to je popolnoma
irelevantno za to zadevo. On je postavil prvi zadevo v obliki sistema enačb, produkcijskih cen, se sem jo že narisal prej, v kateri je poskušal izraziti tele pogoje, ki izhajajo iz naše input-output matrike. In sicer, da bo morala produkcijska cena biti taka, da bo prinesla tolikšen dohodek, da bo pokril ne samo izhodiščni vložek, torej stroškovno ceno, ampak bo moral prinesti še profit po poprečni profitni stopnji. Zdaj, to je verjetno, tukaj, kjer imamo konstantni kapital, je to verjetno dokaj jasno. 1/4 enote jekla po produkcijski ceni jekla, oziroma 1/2 enote jekla po produkcijski ceni, to bo zdaj skozi, po produkcijski ceni jekla spet. Kaj pa je ta dvojni V? To je pa mezda, wedge. Namreč, Botkevič je še eno zahtevo vgradil v svoj sistem in sicer zahteval je, da mora biti mezda, ki jo bodo dobili delavci, dovolj velika, da odkupi točno določeno količino življenjskih sredstev. Zdaj, jaz sem vzel za primer, če bi se blaga prodala po cenah, potem bi s temi 5000 evri delavci lahko kupili 3300, tretjino od teh 10 000 enot pšenice. To je skratka 1/3 enote pšenice. Jasno, po edini ceni, ki obstaja v tem našem sistemu, to je produkcijska cena, torej PO2. Torej produkcijska cena, to je ne toni več, ampak wheat, pšenica. To je njegov sistem, in tak sistem ni težko rešiti, ampak ne da se pa dobiti še absolutnih števil PV in PS, zato je potrebno imeti še četrto enačbo, ki se reče normalizirati treba sistem, kot se temu reče. In zdaj, pri četrti enačbi je več variant, kaj se lahko jemlje kot fiksno. Jaz sem pač te zglede zračunal z predpostavko, da bo moral biti bruto produkt, torej vrednost vsega, kar je proizvedeno, torej vsota vrednosti bruto produkta bo morala biti enaka vsoti cen bruto produkta. Torej 35 000 na tej strani in tukaj pa vse to so tehnikalije, to niti ni važno zdaj, kako smo to začeli. To je zelo enostavna matematika. To je pa še četrta enačba in zdaj to vržete v računalnik in dobite produkcijski ceni, po katerih bo mogoče, s pomočjo katerih se bo te cene sta 1,38 pa 2,12, kar ni bistveno. Zdaj sem pa to. Skratka, te dve ceni, ki jih lahko mirno pozabite, sta pač zdaj na novo začunjeni ceni. Kot vidite, cena pšenice je še malo padla, cena jekla je še malo narasla. In če zdaj pomnožimo vse te enote z produkcijskimi cenami, dobimo tak rezultat. Stroškovna cena se je zdaj spremenila, ker je cena jekla drugačna in tudi cena tistih 3433 enot pšenice je tudi spremenjena. In zato so se tukaj te naši agregati do neke mere spremenili. Kaj smo pravzaprav dosegli s to transformacijo? Prvi cilj, ki je bil, da se izenači profitna stopnja, je dosežen. Profitna stopnja je zdaj povsod enaka in je 39,44% v vseh treh panogah. Vendar je, nažalost, to praktično edina stvar, ki se je šla. S tem, ko smo to dosegli,
se pa vendarle, nažalost, z tega smo izločitev profitne stopne, vendar so se pa nekatere druge stvari, agregati, ki smo jih predpostavili, podrle, da tako rečem temu. Predvsem, mi smo na začetku predpostavili, da je v tem sistemu nastalo 20.000 enot novo ustvarjene vrednosti. To izhaja iz naše te matrike. 20.000 ur so delavci delali, še medtem ko teh 15.000 se samo preneslo z obstoječega materijala. Skratka, in zdaj bi pričakovali, da se bo ta vrednost ohranila, pa se ni. Tukaj je zdaj približno za nekih 1100 evrov, ne 1100, 18.000, 900 evrov, 900 evrov, slabih 900 evrov presežne vrednosti, ki je kar zginila, je ni več. In tudi, kot da to ne bi bilo dovolj, tudi ta torej stopnja presežne vrednosti, se je tudi spremenila. Prej smo rekli, delitev dohodka med delavci in kapitalisti je 1:1, torej 50-50, zato je stopnja presežne vrednosti bila 1, zdaj pa tudi ta stopnja že narasla skoraj 1,1. Skratka, prišli smo v nek precej neprijeten položaj, profitno stopno smo iznačili, ampak tiste glavne stvari, na podlagi katerih dajemo take trditve kot, naprimer, delavci so vložili v proizvodno 20.000 enot, v distribuciji so pa od tega nazaj dobili samo 10.000, te trditve zdaj, saj na videz, ni več mogoče zagovarjati. No, ampak to je na srečo samo videz. Kaj ti, če, to smo seveda dali še tretjo tabelo, v resnici je problem samo v interpretaciji tega, kaj smo dejansko izračunali. Namreč, lejte, mi ves čas, to so naši inputi, to so naši outputi. 15.000 enot mrtvega dela, 20.000 enot živega dela. In zdaj, produkt je ostal isti fizični produkt, še zmeraj 10.000 enot jekla, 10.000 enot žita. Ampak, kaj se je zgodilo? Glejte, mi delovno teorijo vrednosti uporabimo zato, da nek svežen blaga, ki vključuje, 3 pomaranče, 4 jabolka, 10 sliv, izrazimo na nek način, da bo mogoče ta svežen primerjati, naprimer svežno, v kateri sploh ni pomaranč, so pa slive, pa 5 jabolk, pa 3 hruške. Skratka, če imamo 2 taka svežna, jih ne moramo primerjati. Ne moramo reči, da je en večji kot drugi. 5 hruške, 5 hrušk, kako boš 5 hrušk primerjal s 4 pomarančami? Te dve stvari nista primerljivi, zato je treba nekako izraziti v isti enoti. Naprimer, lahko bi jih izrazili težje in bi rekel, tle, kjer imamo pomaranče 10 kil, brez pomaranče 9 kil. Tam bi lahko rekel, da je en večji, drug pa manjši. No, lahko jih pa izrazimo v eni drugi fizikalni enoti, sicer v delu, ki ga vsebujejo. In to je tukaj. 10.000, torej ta konstantni kapital, ki je vložen v to produkcijo, za njega je bilo potrebnih toliko in toliko delovnih ur, ki so izražene v tej tabeli. Kaj pa je izraženo tukaj? To so pa ti isti svežni blaga, samo da so izraženi v eni drugi enoti, oziroma na en drug način, in sicer s produkcijskimi cenami. Zdaj iz tega modela, in to je seveda srž celega problema, drugač problema ne bi bilo, izhaja, da praviloma, če vi vzamete en in isti svežen blaga, pa ga izraste v vrednostih, potem ga pa naslednjič izraste pa v vsoti produkcijskih cen, ta številka ne bo enaka. Ne more biti, ni nobenega razloga, da bi bila. Lahko skonstruiramo primere, kjer je, ampak to so nerealni, fiktivni primeri. Predpostaviti moramo, da ni. No, in tukaj se mi zdi, je že tudi izhod ven iz te krize. Lejte, mi smo že v naše, mi moramo iti zato še korak naprej in narediti to tretjo tabelo, v kateri ugotovimo, kaj je mogoče s temi produkcijskimi cenami odkupiti. Skratka, nas ne zanima nominalni dohodek naših proizvajalcev, ampak njihov realni dohodek, kaj je z temi nominalnimi dohodki mogoče kupiti.
No in seveda, tisti, ki matematike poznate, da se to seveda ne more začuditi, ker to smo od vsega začetka programirali v našem sistemu Enačb, se to je ta zahteva. In zdaj, če pogledamo, če delimo 5298 z produkcijsko ceno jekla, bomo začudili ugotovili, da je to ravno tistih 2500 enot jekla, ki so vredne 5000. Skratka, smo spet na začetku. Enako velja za vse te agregate. Skratka, če gledamo realni dohodek, lahko mirno rečemo, da so delavci vložili v proizvodno 20 000 enot dela, skratka, to je samo zaokroževanje, različno, in da so dobili 10 000 jih tudi nazaj, in to ustreza temu, kar smo predpostavili na začetku. Kje je edina razlika med prvo in drugo tabelo je ta, da je prišlo do pričakovane redistribucije vrednosti, namreč da se blago, ki ima višjo organsko sestavo, prodaja nad svojo vrednostjo in da zato del vrednosti preteče iz tiste sfere, ki ima manj konstantnega kapitala. In skratka, na ta način spet dobimo to stopnjo presežne vrednosti 1 in vsi ti agregati stojijo, tako kot so bili na začetku. Delavci so vložili 20 000 ur, 10 000 so jih pridobili nazaj in ostali 10 000 so jih lahko odkupili pa kapitalisti s svojimi profiti. In če je to tisto, kar želimo rešiti z svojim transformacijskim problemom, potem je to rešitev, potem je stvar rešil že von Bortkiewicz, najpozneje leta 1907. No, je pa na hitro še druga rešitev. In sicer Marx je iz epistemoloških razlogov ali pa teoretskih, recimo temu tako, od te rešitve vendarle pričakoval še nekaj več. On sicer ni vedel za to, da obstajata dve rešitve. V resnici ni vedel, da meša dve problematiki. Misli je ves čas, da rešuje eno in isto težavo, ampak mi zdaj to vendarle po 100 letih, ki je napredek, vendarle omogoče, da to zdaj vidimo. Da v principu gre za to, da se malo zgiblje znotraj dveh problematik, ki imate podobno terminologijo. In še zdaj za nazaj vidimo, zaradi matematičnih razlogov, da stvar, da lahko delaš samo eni problematiki, pa drugi ne pa hkrati v obeh. Kako je zdaj pa s to novo rešitvijo? Lejte, še vedno je treba kot na izhodiščno tabelo. To je tista tabela, ki pokaže, kje je bila vrednost proizvedena in koliko. To je še zmeraj tista prva tabela. Tukaj imamo pa našo drugo pa tretjo tabelo, v kateri smo podobno kot tukaj. Samo da bomo potem videli zaporedje različno. No, tukaj smo, tudi tukaj rešujemo nek sistem enačb, ki zahteva, da bodo produkcijske cene v primerni obliki, torej zahtevamo, da prinašajo profit. In tukaj imamo spet isto, to je isto kot na začetku, da se odkupi pač določena količina jekla po produkcijski ceni. Edina pomembnejša razlika je pa ta. Tam, kjer je bila v prvi enačbi mezda, v prvem sistemu enačb mezda, wage, realna mezda, je tukaj samo nominalna mezda. Skratka, tukaj je v ozadju tega je ideja, da denar kot tak izraža neko vrednost. Da lahko rečemo, to, kot smo rekli že na začetku, v $1 ali pa €1 denarja se izraža toliko in toliko delovnih ur dela. In zato lahko upišemo to našo mezdo, oziroma variabilni kapital, neposredno v enačbo. In zdaj, če potem dodamo tisto drugo enačbo za jekla, ki je pač praktično identična,
In še tretjo enačbo, ki omogoča normalizacijo, torej rešitev sistema, ki je spet podobna te, samo da imate, da se uporablja samo neto produkt. To pa pomeni, da imate zahtevo, da so vrednosti, da je ta nova ustvarjena vrednost 20.000, ta nova ustvarjena vrednost mora zadostovati, mora biti enaka kot je vsota cen neto produkta. Neto produkt je pa vse tisto, kar nica v našem primeru 2500 enot jekla in pa 10.000 enot 10.000 jekla in 10.000 enot pšenice. To bom še enkrat razložil, ker sem dolgo, da ste to čisto razumeli. Neto produkt je tisto, čemu rečemo v ekonomiji dodana vrednost. Dodana vrednost je razlika med celotno ceno enega produkta in produkcijskimi sredstvi, torej konstantnim kapitalom. To je smešno govorjenje o dodani vrednosti, o izdelki z visoko dodano vrednostjo, ker čim ne, to več kot govori Menzinger. Nekaj, kar je pri nas izdelek z visoko dodano vrednostjo, kar je seštevek plače in profita razmerno visok, bo na Kitajskem, kjer je plača bistveno manjša, postal izdelek z nizko dodano vrednostjo. No, skratka, kakorkoli že, na ta način normaliziramo sistem enačb in dobimo tole tabelo, da pojasnim. Ta prvi trije stolpci so vsi enaki kot zgori, C, V, S, tole je seštevek C plus V plus S, P je produkcijska cena in R je seveda profitna stopnja. Iz tega je vidno, da smo dobili take cene, se začuna take cene, da je profitna stopnja v vseh obeh panogah enaka. In poleg tega smo pa dosegli tudi to, da je količina novo ustvarjene vrednosti enaka kot v prvi tabeli in da je tudi delitev te nove ustvarjene vrednosti med kapitaliste, ki poberajo presežno vrednost oziroma profit, enaka kot v prvi tabeli, torej stopnja presežne vrednosti je spet ena. In lahko mirno rečemo, pogledajte, delavci so vložili 20.000 enot dela, ven so pa dobili samo 10.000 in tistih 10.000, ki se prikaže v obliki nominalnega profita kapitalistov, je ravno neplačano delo naših delavcev, ki so ga vložili v to produkcijo. Zdaj, zakaj je mogoče variabilni kapital izraziti na ta način, ki nam precej olajša računanje, bomo poskušali pokazati v drugem delu predavanja. Za zdaj samo rečemo to, da delovna sila, temelji na logiki, da delovna sila ni blago in torej se tudi ne prodaja po produkcijski ceni. Sicer tudi tradicionalna rešitev ne trdi, da je delovna sila blago, oziroma prav, delovna sila je poblagovljena na blago, nima pa neposredno vrednosti, vrednost ima posredno kot vrednost, ki je vsebovana v življenjskih potrebščinah, ki so potrebne za reprodukcijo delavca in njegove družine. Ampak lahko pa tudi štartamo iz druge ugotovitve, da denar neposredno izraža vrednost in da lahko produkcijska sredstva zato v ta sistem enačb upeljamo neposredno v nominalnih izrazih. No, tudi tukaj vidite, da je prišlo do redistribucije. Presežna vrednost na agregatni ravni ostala enaka, ampak zaradi neenake menjave zdaj poljedelski sektor odstopi del presežne vrednosti in sicer mislim, da
1040 enot, odstopi tako rekoč sektorju jeklarstva. Skratka, na ta način, zdaj že v drugi tabeli dobimo rezultate, ki jih je Marx pričakoval, ampak tudi ta rešitev ni popolna in to nam pokaže. Tretja tabela, če želimo imeti rezultat, kot je zgornji, skratka, če želimo doseči, da bodo produkcijske cene take, da bo z njimi, da bodo z dohodki, ki jih pridobijo naši proizvajalci in delavci, ti proizvajalci in delavci v naslednjem produkcijskem obdobju odkupili ravno spet enako količino inputov kot v prvem, se to ne bo zgodilo. Konstantni kapital, ker smo ga v resnici pustili, ker smo ga transformirali kot v klasični metodi, bo dejansko ostal enak. Ampak, če pa pogledamo, kaj se kupi z mezdami in s profiti, skratka, realno mezdo, realni profit, veste, nominalna mezda je 5000 evrov, realna mezda je, kaj lahko kupite z 5000 evrov. Se pa vidimo seveda, da zdaj delavci, da delavci odkupijo torej več, da odkupijo 10.640. 10.000, zdaj moram na pamet začuti, 10.360, tam nekaj, 10.360, na falčo so prepisali. 10.360, Glejte, delavci zdaj dobijo več, kot so v tej prejšnji tabeli, kapitalisti pa manj. Skratka, če gledamo stopnjo presežne vrednosti realno, izraženo do vrednosti, ki je vsebovana v teh blagih, ki jih kupijo s svojim nominalnim dohodkom, se pa spet stvar podrla in ni več enaka. Zdaj, če bi naš primer je narejen tako, da se vendarle odkupi dovolj pšenice, da lahko delavci preživijo, lahko bi imeli pa tak primer, da bi delavci s to plačo, ki smo mi izračunali, odkupili premalo. Bi bilo premalo za njihovo reprodukcijo. Skratka, postane jasno, da v tem modelu pa ne moramo izražati nobenih vnaprejšnjih zahtev glede tehnične reprodukcije ekonomije. In to je lahko resen handicap in pokaže razliko med tema dvema pristopoma. Imel sem na meni narisati še dve tabeli, ampak sem zdaj vendarle omejil. Namreč, tukaj ostane še vprašanje, zakaj bi, če smo lahko mezdo oziroma vrednost delovne sile na ta način upeljali v model, zakaj ne bi pa mogoče na isti način upeljali tudi konstantnega kapitala. Kajti tudi konstantni kapital je vsota denarja, za katero je mogoče reči, da izraža toliko in toliko delovnih ur. Zdaj, ker se bom povedal temu, da narišem še to enačbo, ki bi mimogrede, še ta model, ki bi mimogrede omogočil, da izenačimo vse, od dodane vrednosti do bruto produkta v cenah in v vrednosti, skratka vse bi bilo mogoče, ampak bi imel isto šibko točko, da ne bi bilo nobene direktne povezave med zahtevami po reprodukciji sistema in vrednostno reprodukcijo, da temu tako rečemo, sistema. Ampak to bom izpustil in bomo poskušali pojasniti, zakaj pride do te razlike, oziroma poskušali pokazati, kako bi lahko upravičili en in drug način transformiranja vrednosti produkcijske cene. Tukaj zdaj končujem ta prvi tehnični del in če kakšno vprašanje z veseljem odgovorim. Sicer bi pa, zdaj sem še to zbrisal, sicer bi pa kar prestopil na tako imenovani konceptualni epistemološki del. Odlično.
Ne, vse to je dobro, ker je še precej pomeni. Ne, že pozno ura. Lejte, zdaj bi bilo mogoče smiselno pokazati skratka to bistveno razliko vsaj povzeti še enkrat. V tradicionalni rešitvi smo mi izrazili input in output na isti način in sicer kot delo, ki je vsebovano v določeni količini blaga. Naš input je toliko in toliko mrtvega dela, torej dela vsebovanega v jeklu, ki je produkcijsko sredstvo, in še toliko in toliko živega dela. Potem smo pogledali, kaj te naši udeleženci produkcije odkupijo na koncu s tistimi dohodki, ki jih dobijo in po cenah, ki smo jih začulali, in ugotovili, in tudi to smo izrazili kot določeno količino blaga, ki ga nismo izrazili kot, ne vem, 500 enot jekla, pa 200 enot pšenice, ampak kot toliko in toliko vrednosti oziroma dela, ki je kristalizirano, kot pravi Marx, v teh sredstvih. To je tradicionalna rešitev. V novi rešitvi smo pa se odločili za drug pristop in smo če pustimo ob strani tisti konstantni kapital, ampak v možni rešitvi je to v resnici se oba tretirana enako, ki zdaj nisem pokazal kot vse. Skratka, output je izražen nominalno, smo rekli, torej v evro oziroma v dolarjih. Lahko pa tudi, skratka, kot vsota cen, ki jo dobimo z transformacijo, ali pa kot nominalni dohodek. Medtem ko in to smo ugotovili, da moramo imeti oba elementa izražena na isti način. Drugače, v drugem primeru ni mogoče, postane stvar nekompatibilna in dobimo rezultat, ki je nepričakovan in nekonsistenten. In zato je treba tudi tukaj izraziti na pravilni način input in sicer je treba produkcijski proces konceptualizirati na podoben način, ampak kot ustvarjanje vrednosti. Ne več kot ustvarjanje blaga, ki ima tako in tako, ki vsebuje toliko in toliko dela, ampak neposredno kot ustvarjanje vrednosti. To je zdaj teza, ki ne more še biti jasna, ampak jo bomo pač poskušali do konca predavanja razložiti. Da bi pa to lažje razumeli in da bi bila ta naša razlaga povezana s tem, kar Marx piše v Kapitalu, bomo pa uporabili formule, v katerih se prikazuje stopnja presežne vrednosti, ki jih je Marx opisal v 16. poglavju Kapitala, in to že prvega zvezka, in sicer pravi, da so 3 formule, v katerih se izraža stopnja presežne vrednosti. Presežno delo, potrebno delo, potem presežna vrednost, vrednost delovne sile in pa neplačano delo in plačano delo. No in zdaj, jaz sem rekel, da sta tukaj na delu 2 problematiki. Prva problematika se skonstruira tako, oziroma tako bom rekel, te 2 problematiki sta pa taki, da nobena od njih, se to smo videli, te 3 formule presežne vrednosti, to sem pozabljal, te 3 formule presežne vrednosti ustrezajo 3 tabelam. Samo v različnem zaporedju, kar bom pojasnil. Ampak ugotovili smo, pogledajte, če pogledamo zdaj najprej to tradicionalno rešitev, da presežno delo, potrebno delo, to je ta prva tabela, to bo šlo, 10.000 ulomljeno z 10.000. Tretja tabela, spet vidimo,
presežna vrednost oziroma pač neplačanega dela, skratka tisto delo, ki je materializirano v produktu, ki ga odkupijo kapitalisti, ne, je 10 000. To je pa ravno tisti delež, ki ga delavci ne dobijo plačenega, ker ti delavci svojo mezdo lahko pa odkupijo drugih 10 000. Torej polovico produkta, ki so ga sicer oni svega proizvedeli, ne morejo realizirati oni. Ne gre njim, pa gre kapitalistu. Umestna tabela, ki je pa tabela presežne vrednosti in variabilnega kapitala kot nominalnih količin, nam da pa paradoksalen rezultat, za katerega smo rekli, da ni konsistenten z Marksovimi predvidevanji, kar pomeni, da to problematiko, ki se nakazuje tradicionalne rešitvi, je v resnici lahko, kako bi rekel, vključi ali pa je skonstruirana iz artikulacije dveh stališč, dveh formul, in sicer formule presežno delo in potrebno delo in pa neplačano delo, plačano delo. Namreč, presežno delo je tisto delo, potrebno delo je tisto delo, ki je bilo vloženo v proizvodno življenjskih sredstev za delavce, zato vemo, da je 10 000, ki je tudi v začetku. In to je ta prva tabela, ta zadnja tabela nam pa pokaže, da so delavci s svojimi plačami uspeli odkupiti življenjska sredstva, ki so ravno tako kot na začetku, ko smo pričakovali, vredna 10 000 evrov oziroma vsebujejo 10 000 enot dela. Enako velja za to, kar je zgori, v števcu, neplačano, skratka, presežno delo, ki proizvaja nekaj, kar ni namenjeno več proizvodnih delavcev, da je bilo potrebno 10 000 enot in zdaj kapitalisti, ki niso delali, za svojimi profiti odkupijo ravno tistih 10 000, ali pa ravno produkt, ki je vreden ravno 10 000 enot. Torej, te dve stališči, to je stališče reprodukcije, materialne ali pa stvarne reprodukcije in pa stališče eksploatacije. To dvoje spada v to prvo problematiko. To je tisto, kar se da proučevati z tako definirano teorijo vrednosti. Kar zadeva pa novo rešitev, so pa te tri tabele, ampak se ni tako bistveno. Te tri tabele, samo spremenite treba zaporedje teh treh formul, pa bo spet ustrezale trem tabelam. In sicer na začetku bomo imeli presežno vrednost in variabilni kapital, potem bomo imeli neplačano delo pa plačano delo in na koncu presežno delo, potrebno delo. Če ostavimo tiste številke, ki sem jih prej računal, na začetku so delavci, kot rečeno, vložili 20 000 enot dela, vedeli pa smo, da je njihovo plačilo 0,5, torej 5 000, torej polovico enot, torej 10 000 je dela, 10 000 je vrednost njihove delovne sile, 10 000 je vrednost, je pa presežna vrednost. Ko so dobili dohodke v denarju, se je izkazalo, da je neplačano delo ali profit nominalno enak 10 000 in da so mezde nominalno enake 10 000. Ko pa smo poskušali pogledati, ko smo pa začunali, kaj dejansko odkupijo s temi nominalnimi dohodki, smo videli, da tukaj pa stvar več ne funkcionira in smo prišli do številke 9641 za 10 359, če se motim, skratka, kar pomeni tole stališče, ki ga izraža tale formula, je nepertinentno v tej teoriji
In ta teorija, ali pa ta problematika združuje samo dve gledišči, torej gledišče profitabilnosti, bi temu rekel, ustvarjanje dosežka, ne, in stališče eksploatacije. S tem, da pač tukaj neplačano delo jemljamo nominalno veličino, ali plačano delo nominalno mezdo, plačo pridobitev v denarju, ne, in tukaj sem imel neko idejo, kako bi to plastično pokazal, ampak ne če bi uspel, ker nimam nobene hrane. Recimo, da je to hrana, to pa denar, ne. Veste, tukaj gledamo denar in se prva tabela ustvarjanje vrednosti ujema številčno do pike z denarnimi dohodki. Tukaj ne, jemljamo pa, začnemo, nas pa zanima v resnici, nas pa zanima nominalni, realni dohodek in je denarna faza samo vmesna faza. Denar samo posreduje v menjavi blago, v resnici pa gledamo na to, na realni dohodek. Ne? In tukaj se pa realni dohodek ujema z inputi v tej prvi tabeli. No, ta stvar seveda ni enostavna, zato bomo zdaj do konca predavanja samo še na tem delali. Kaj to pomeni dejansko, kaj to pomeni in ali je utemeljeno na ta način analizirati kapitalistično gospodarstvo. Namreč, poskušamo se predstavljati eno najbolj preprosto dejanje menjave. Ko pride prodajalec na trg, proda svoje blago in to blago je prodal, ko proda to blago, se zgodita dve stvari. Prvič, po eni strani je s tem, ko je uspel prodati svoje blago, se na trgu potrdilo, da je delo, ki ga je vložil naš proizvajalec, ki zdaj prodaja, družbeno potrebno, da dejansko zadovoljuje neko družbeno potrebo, ne? Ker če ne, je ne bi nihče na trgu kupil, se ne bi realiziral. Skratka, potrditev vsebovanega dela, kako tu rečemo, ne? Vsebovanega dela kot družbeno potrebnega in tako naprej, tehnično ustreznega in tako naprej. To je ena plat. No, zdaj pa ta naš prodajalec, ne, ki je oddal svoje blago, pa recimo, da prodaja na trgu, kjer že obstaja denar, ne, je zato tudi dobil denar. Ne? Skratka, tudi je dobil denar, kar pomeni, da se to pomeni, da blago nam razpade najmanj na dva vidika. Na eni strani je produkt dela. To je uporabna vrednost, ki je nastala tako, da je bilo vloženo delo. In njegovo količino lahko izrazimo na ta način, da preštejemo, koliko delovnih ur je vsebovanih v tem blagu. Skratka, koliko dela, koliko potrebnega koliko dela. Ne? In to je potrjeno z menjavo na trgu. Hkrati pa naš prodajalec, ko proda, dobi nek denar, ta denar je pa kupna moč. Ne? No in zdaj poanta v tem, da to dvoje, ta spremenljivka pa ta spremenljivka običajno, in to dokazuje transformacija, nista enako veliki. Ne? In sicer, ti dve količini se praviloma razlikujeta, količina vrednosti, ki je vsebovana ali pa kristalizirana v blagu, praviloma ni enaka količini vrednosti, ki jo prodajalec realizira z njegovo prodajo. Zato je pa treba tudi konceptualno ločevati in ta prva se pri Marxu imenuje velikost vrednosti. Tisti, ki imate krožek in berete Kapital, boste videli, da Marx že v drugem razdelku prvega poglavja govori o velikosti vrednosti. Tole drugo je pa Marx imenoval v principu menjalna vrednost, kadar se menja neposredno za blago, ali cena, če se menja za denar, kar je običajno. In to praviloma ni enako veliko.
In to smo zdaj ugotovili. No, in zdaj, v tradicionalni rešitvi, bom še enkrat samo tole napisal, potrebno delo, presežno delo, potrebno delo, presežna vrednost in neplačano plačano. Tukaj, gledajte, tisti dve, tukaj smo imeli kot rečeno 3 tabele. In zdaj v prvi in tretji tabeli so bile količine blaga definirane na ta način, z velikostjo vrednosti. Skratka, najprej smo gledali, koliko dela je vloženega v produkcijo, bodi si mrtvega, to je tisto delo, ki je bilo kristalizirano v jeklu, ki je edino produkcijsko sredstvo, in koliko zraven tega še živega dela. 7500 plus 20 000. In na koncu v tretji tabeli smo ponovno pa pogledali, kaj lahko delavci in kapitalisti odkupijo s svojimi nominalnimi dohodki, in te realne mezde in profite smo spet izrazili na ta način, koliko dela je vsebovanega v teh njihovih svežnih blaga, ki ga odkupijo. Medtem ko vmes se je pa pojavila ta faza, kjer intervenira denar, in tukaj pa ni enakosti. Zakaj? Ker to zdaj že vemo, ker količina denarja, ki jo blago nosi, katerega nosilec je blago, ki ga zastopa njegova cena, praviloma ni enaka kot količina blaga, ki je vsebovano v blagu. In enako sledi v novi interpretaciji oziroma rešitvi. Tam pa blaga ne agregiramo s tem principom, ampak ga ves čas obravnavamo kot nosilce vrednosti, kot koščke kapitala, tako na začetku, kot potem tudi kot v drugi tabeli. Zato so ves čas na isti način agregirani in zato se pride do ujemanja prve in druge stopnje presežne vrednosti. Tretje pa ne, ker je spet poskus, kako blago izraziti na ta način, kot količino vsebovanega dela. Skratka, z tega se naučimo to, da je rešitev ali. Ali komenzuriramo, s to metodo ali pa s to metodo. Ni pa mogoče kombinirati ene ali pa druge, ni pa čekati konsistentno rešitev. Tisti, ki berete, če se ne motim, Kapital na krožku, boste pozorni, po mojem treba biti pozoren na to, da to prvo koncepcijo najdemo že v prvem poglavju praktično, in tam Marx govori o substanci vrednosti. Substanca vrednosti je ta prva tabela, govori tudi o velikosti vrednosti, velikosti vrednosti je ta tretja tabela, in oboje to dvoje poveže z mero vrednosti. In sicer Marx prav, če imamo neko uporabno vrednost, lahko abstrahiramo vse njene lastnosti in jo obravnavamo samo kot to, kar še ostane, to pa je, da je produkt dela. In če je produkt dela, je njeno substanca delo, potem lahko tudi ta produkt, to uporabno vrednost, izrazimo ali pa izmerimo na isti način, kot merimo to substanco, delo pa merimo tako, da gledamo na uro, koliko časa kdo dela. Skratka, delo merimo po času poteka, po številu delovnih ur, in ta koncepcija je že cela v prvem poglavju Kapitala. Ker Marx, kot je moja teza, ni vedel, da si hkrati, bom tako formuliral, hkrati Marx v tretjem zvezku Kapitala, kjer je reševal problem transformacije, pričakoval tudi, da se bodo nekateri nominalni agregati ujemali pred in po transformaciji. In to ta nova rešitev doseže, kjer smo ugotovili, da
10.000 ali pa 20.000 enot vloženega dela, ima za produkt 20.000 enot novo ustvarjene vrednosti, kar je v bistvu tako imenovana dodana vrednost kapitalizmu, skratka cena, vsota cen neto produkta ali pa vsota cen vsega blaga, bruto produkta, vsega blaga, ki je proizvedeno, je enaka pred in po transformaciji. Zato, ker smo že na začetku upoštevali, da je vrednost nekaj, kar je neka monetarna spremenljivka, neka monetarna denarna, neka denarna, kako bi temu šel preko, entiteta. Skratka, zato imamo v novi rešitvi, še vedno izhajamo iz substance vrednosti. Ta prva tabela je enaka v obeh primerih, ne. Samo da tukaj, ne, v tej drugi rešitvi, kot rečeno, že v prvi tabeli upoštevamo nominalno vrednost, ne tega. Zdaj, to, da so številke enake, je pač čisto naključje, ne. Lahko bi vzel tudi ene čisto drugačne številke, ampak važno je to, ko v produkcijski proces vložimo nek kapital, ta kapital prenaša vrednost na produkt. Vendar ne prenaša te vrednosti, ki jo vsebuje, ampak prenaša tisto, katere nosilec je. Če smo kupili za 55.000 evrov produkcijsko sredstvo, ki je sicer vredno 50.000 evrov, še vedno, ne, če hočemo imeti konsistentno rešitev, mi moramo upoštevati to vrednost, ki jo nominalno nosi, in to je 55.000 evrov. V tem primeru se bo ta nova rešitev izšla. Ne? In Marx, kot rečeno, ni izdelal posebne terminologije, ampak substanca vrednosti je lahko ostane isto, samo da moramo vedeti, substanca vrednosti, če jemljamo to novo interpretacijo, ni več delo vsebovano, potrebno za produkcijo tistih stvari, ki jih damo v produkcijo, ampak je njihova cena, ne, seveda, pri čemer pa mi vemo, in do tega bomo pa zdaj prišli, koliko vrednosti, delovne vrednosti izraža denar. To bomo zdaj čisto na koncu prišli. No in tudi, kaj ti, ne, prej sem rekel, imate 3 koncepte v začetku kapitala. Kos vrednosti, substanca vrednosti, mera vrednosti. V novi rešitvi smo rekli, substanca vrednosti ostane, sem drugače definirana. Potrebujemo še nekaj, kar nadomešča velikost vrednosti, to je menjalna vrednost ali pa cena. In tretji koncept, ki ta dva oba povezuje, ne more več biti mera vrednosti, ne, ker to je ta stvar, ampak je lahko vrednost denarja, ki vam pove, zakaj je pravičeno reči, da v eni enoti, da ena enota dela se izraža v, ne vem, $1, ne. Kar Marx, mi glede, spontano vse čas počne, ampak tega ne problematizira. Zato, skratka, tisti koncept, ki ga potrebujemo, da lahko rečemo 10.000 ur dela, torej substance vrednosti, ustreza 10.000 evrov presežne vrednosti, ali pa v 10.000 evrov presežne vrednosti, ali pa nominalnega profita, se izraža 10.000 ur dela. To vse temelji na tem konceptu. No, da končamo s tem primerom, dajmo pogledati, kaj dejansko se pravzaprav menja v tem procesu menjave. Dajmo pokazati to diskrepanco med tem pa med tem. In to s številkami, ki izhajajo iz naših zgledov. Glejte, če bi vzeli prvo tabelo, pa to input-output matriko, bi ugotovili, da, naprimer, dajmo spet citirati Marxa iz prvega poglavja, mislim, da drugi razdelek. Tam piše, kar je sumljiva teza, to bomo zdaj zakaj. Marx pravi, 1 kvotr pšenice, torej 1/4 pšenice, se menja za A centov jekla. Torej za, ne vem, 3 cente jekla. Ne? No, zdaj v našem primeru, sem jaz preračunal iz cen v direktno menjalno razmerje med jeklom in pšenico in sem prišel do tega rezultata, da se pri nas 2/3, recimo, da je to kvotr, to je neka, ne vem, to je verjetno
prostorninska mera, angleška, da se en kvoter pšenice pri nas, v naši te schemi zamenjuje za eno polovico centa jekla. Ali, če to izrazimo drugače, ali pa 1 proti 0,75. To je dokler se menjata po vrednosti, kar pomeni, da je tukaj notri in v eni polovici centa jekla ali po 2/3 kvoterja pšenice je enaka količina dela in sicer 1 enota. Skratka, tukaj se blago menja po vrednosti. To je enaka menjava. In če bi bilo samo to res, potem bi imel Marx prav, ko je rekel, en kvoter pšenice se menja za A centov železa zato, ker v njej obstaja nekaj enakega iste velikosti. Enakega zato, ker sta oba produkt dela, iste velikosti, ker zato, ker je bilo v produkciji in enega in drugega porabljeno ravno ena enota dela. No, ampak to ne more biti tako, to smo na začetku že konstatirali. In v resnici, če upoštevamo produkcijsko ceno, se razmerje menjave spremenili. In sicer en kvoter pšenice se v tem modelu, ki je kapitalističen, menja za, ne direktno, se razume, realiziramo nekaj, dobimo denar, kupimo nekaj drugega. Prodajam jeklo zato, da kupim pšenico in potem ugotovim, koliko jekla sem dal in koliko pšenice dobil. Videl bom, da sem dal eno enoto jekla, dobil pa nazaj samo še 0,65 enote, torej eno enoto pšenice sem dal, pa 0,65 enote jekla sem dobil nazaj. Skratka, vse to je pričakovano, ker je tukaj organska sestava kapitala višja. To pomeni, da bo jeklo več vredno, se menjalo za več pšenice kot prej. No, ampak zdaj pa, če pogledamo, koliko dela je vsebovanega tukaj noter, bomo lahko videli, da se prej ena enota menjala za eno enoto, medtem ko zdaj se pa ena enota dela vsebovanega v pšenici menja za 0,78 enote dela vsebovanega v jeklu. No, to pa ni več enaka menjava. Zdaj se ena enota dela menja za 0,87 enot dela. To pa ni več enaka menjava. Se strinjate, kolegi, da ni več to enaka menjava? Ni, ne? Malo me veseli, da se strinjamo. No, skratka, zdaj vidite na konkretnem primeru, da te dve količini, da to dvoje zdaj ne more več, da ta Marxova izjava ne more več funkcionirati. Skratka, povprečna cena, po kateri se prodajate te dve blagi in na podlagi kateri sem jaz računal to neposredno menjalno razmerje, ni več, se ne ujema več z velikostjo vrednosti. Te dva sta se menjala po velikosti vrednosti. Velikost vrednosti enega kvoterja pšenice je 1, in velikost vrednosti 0,75 centov jekla je tudi 1. Zato sta se menjala skladno z velikostjo vrednosti. Zdaj je pa menjalno razmerje takšno, da ta povprečna cena, po kateri se menjata, ni več njuna velikost vrednosti. Na to je potrebno biti pozoren, ko berete prva poglavja kapitala, kajti tam, kot sem prej citiral, Marx večkrat uporablja to aproksimacijo, menjave po vrednosti. In sicer, torej kot rečeno, trditev, da se dve blagi menjate v določenem razmerju, zato ker vsebujete enako količino dela, praviloma ne drži, ampak Marx je celo že korigiral v 4. poglavju kapitala prvega zvezka v neki opombi o Smithu in tam pravi, če ga približno povzamem. Povprečne cene ne sovpadajo direktno z vrednostnimi velikostmi blag, ne sovpadajo več direktno s tem, to je zdaj očitno, a vrednostne velikosti vendarle urejajo reguliran povprečne cene v zadnji instanci. Kaj zdaj pomeni ta zadnja instanca, izhaja iz te naše transformacije. V zadnji instanci pomeni to,
Velikost vrednosti je indeks, je nek pokazatelj, ki kaže tehnične pogoje produkcije. Kadar je produktivnost dela dana, kaj pomeni, da je produktivnost dela dana? Pomeni, da 10.000 enot dela proizvede 10.000 enot jekla, ne pa 20.000 enot jekla. Ne? Kadar je drugič dano, kakšne so produkcijska sredstva? 1/4 jekla, ne pa 1/5 jekla, ali pa 1/2 jekla, ne pa 1/3 jekla in tako naprej. Torej, produkcijska sredstva in tretjič, in mezda, oziroma koliko življenjskih sredstev je potrebnih, da se bodo reproducirali delavci in njihovi potomci. Če so te in še četrta zahteva izračunavanje profitne stopnje, skratka, vse to se izraža na nek način v velikosti vrednosti in v tem razmerju. In produkcijska cena, ki smo jo izračunali, in menjalno razmerje, ki smo ga na njeni podlagi izračunali, ni naključno. Izraža in samo eno je. Ne morate izračunati za isti sistem dveh cen. Mislim, rešitve sta dve, ampak so negativne, tako da so ekonomsko nesmiselne, to pomeni, da samo en sistem cen obstaja in samo ena profitna mera in zato obstaja tudi samo eno menjalno razmerje. In to menjalno razmerje ni naključno, izhaja iz tehničnih in družbenih pogojev produkcije, ki smo jih na začetku reproducirali. To pomeni to reguliran v zadnji instanci. Zato je, da to upoštevate pri branju kapitala in posebej berete tisto opombo v četrtem mislite, da niti slišala čisto banalno, da gre za dihanje cen na trgu? Ne, bom do tega še prišel. Ne, mislim, da res ni, ker Marx tam že reče, da Marx tam že ugotovi to, da ko mi predpostavljamo, da se blaga menjajo po vrednosti, predpostavljamo, da njihova naravna ali povprečna cena, kot je rekel Adam Smith, enaka velikosti vrednosti, ali pa vsaj proporcionalna z njo. Po nas je enaka, zato ker razmerje denar delo 1:1, zato je enaka. Lahko je bilo pa 1:5, ampak bi bila še zmeraj proporcionalna, kakorkoli. Skratka, v tem primeru je naravna cena ali povprečna cena enaka velikosti vrednosti. To pomeni izraz, se menjavajo po vrednosti. Ko pa smo prišli, ko pa pridemo v sistem produkcijskih cen, pa naravna cena ali povprečna cena ni več enaka velikosti vrednosti, se to zdaj vidimo, ampak je produkcijska cena to. In Marx je, po mojem mnenju, videl ta preskok in seveda vam metaforično večkrat govori prav velikost vrednosti ali pa prav naravna cena in povprečna cena, pa v resnici se vidi, da to dvoje zamenjuje. Ampak v resnici imamo tri koncepte. Velikost vrednosti, ki je neke vrste indeks produkcijskih pogojev, potem je povprečna cena, Marx pravi povprečna cena, Smith Ricardo normalna ali naravna. Potem imamo pa še en tip odstopanja, to so pa odstopanje tržnih cen od te naravne ali povprečne cene. Skratka, ampak in to je to reguliranje v zadnji instanci. Velikost vrednosti, produkcijski pogoji regulirajo naravno ceno, ta je lahko produkcijska ali drugačna. Seveda pa ta cena samo točka gravitacije, koliko gravitirajo dejansko cene na trgu skladno s teorijo pri klasiki. No in ravno zato, da bi pojasnil, zakaj Marx uporablja ta žargon, je treba brati natančno in bo se tam videl, da Marx opere nek koncept, ki mu reče enostavna blagovna cirkulacija. In v tem konceptu pa, to je tisti koncept, ki ga vidimo v prvi tabeli vedno. Predpostavka, da se blago menjava po vrednosti. Zakaj je izdelal Marx tak model? Je ravno zato, ker se vidi, kje je vrednost proizvedena. In to je izhodiščna točka, s katero potem primerjate to tretjo tabelo in vidite, da je prišlo do redistribucije vrednosti. In če gremo še korak naprej, zakaj je potem potrebna ta tradicionalni tip rešitev, pa ta tradicionalni pristop teoriji vrednosti, iz istega razloga, ker omogoča, da računamo tak sistem cen, ki bo omogočil tako prodajo cen, da bodo na koncu, ko bo blago prodano, bodo imeli vsi proizvajalci ravno toliko produkcijskih sredstev, kot so jih imeli na začetku, torej se bo lahko vršil naslednji ciklus produkcije najmanj v istem obsegu kot prvi. Zdaj, potem mi lahko dodamo dodatne zahteve,
tukaj, tukaj je več kot enostavna reprodukcija, ne? To je že razširjena reprodukcija, ki jih lahko vgradimo v svoj sistem in če želimo raziskovati to vrstne stvari, ki jih je potem Marx raziskoval v drugem zvezku kapitala, ne, v teh reprodukcijskih tabelah, potem seveda je nepogrešljiva neke vrste tak pristop ali pa pristop, ki ga je razvil pozneje, veliko pozneje Piero Sraffa, ne, v Cambridgeu. Skratka, da če izrazimo to mogoče retorično bolj učinkovito, gledajte, kadarkoli želite preučevati katerokoli gospodarstvo, mi bomo kapitalistično in blagovna, kot cirkulacijo blaga, ki je Marx označil z blago, denar, blago, lahko blago črtica. Skratka, kadarkoli preučujete menjavo na trgu, kot v resnici izmenjavo produkcijskih vrednosti, kjer hočete doseči to, da se proizvedeno blago iz prve tabele proda za denar, ki smo ga začeli v drugi tabeli in se ga potem porabi za nakup, ne, blago, denar, za nakup nekega drugega blaga, ne, ki bo omogočalo, da se proces produkcije spet zažene. V tem primeru boste uporabljali tako zvano tradicionalno rešitev transformacijskega problema oziroma tradicionalno interpretacijo. Kajti teorija vrednosti v tej obliki je orodje za analiziranje snovne vsebine, kot pravi Marx, oziroma Stoffliche Inhalt kapitalistične blagovne cirkulacije, ločene, pravi Marx, od njene ekonomske oblike. Lejte, to je njena ekonomska oblika, to je popolnoma vseeno. Vsaka ekonomija, tudi če je bila planska, ne, pa bi se želela reproducirati v tem vzorcu, ki smo mi tukaj predpostavili, bo morala pač poskrbeti, da bo lokacija inputov in outputov enaka, kot je pač v tem modelu. To, da do tega pripelje anarhična menjava blaga na trgu, ne, je pač slučajnost v tem modelu, ne, ampak v ozadju je reprodukcijski proces. Zato Marx pravi, ne, tukaj analiziramo kapitalistično blagovno menjavo kot menjavo uporabnih vrednosti. Celo govoril je kot metabolizem, Stoffwechsel, ne. Dobesedno Stoffwechsel pomeni menjava snovi, presnova. Ne? Zdaj, kot vidite tukaj mene, ki sem oblečen v kožo in obleko, ki je ekvivalent ekonomske forme, ne? In ne vidite moje presnove, ki se bo resnici dogaja, ne? Tako tudi ne vidite presnove kapitalističnega gospodarstva, ne? In zato morate prejiti za videz, ki ga daje anarhična menjava na trgu in ugotoviti Stoffwechsel, ki poteka v ozadju. No, ampak, ker pa kapitalistično gospodarstvo ni samo menjava uporabnih vrednosti, čeprav je tudi to, jasno, do neke mere, ampak je tudi znamenita formula krogotoka kapitala, ki je denar, blago, v resnici ne, blago pravzaprav ni nujno, ja, glejte, če to ustranite stran, je to forma finančnega kapitala oziroma brezdonosnega kapitala. Ne? Zdaj, tukaj sem dal črko delta, zato ker ne, tukaj v principu v našem primeru ne, res dobijo več blaga, ker imamo razširjeno reprodukcijo. Ne? Se ne proizvede samo to, kolikor pojejo delavci in kolikor poraja produkcijski proces, ampak še kar precejšen presežek za kapitaliste, ki se lahko investira, teoretično. Ampak v principu bi lahko bilo samo menjava enega blaga za drugo obliko blaga. No tukaj pa eksplicitno uporablja znak delta, ki ga Marx uporablja, kar pomeni, tukaj gre pa za proizvodno presežne vrednosti. Ali kot Marx reče, plus maheraj. To je trd orek za prevod. Skratka, proizvajanje plusa, proizvajanje vrednostnega presežka v produkciji in to je namen, to je v resnici edini namen kapitalistične, ali pa pristni namen kapitalistične produkcije. To, da je mogoča reprodukcija, je stranski produkt tega gibanja. Skratka, gibanja, kjer nekdo kupi blago, recimo, da je to produktivni kapital, z denarjem kupi blago, ampak ne zato, ker to blago potrebuje, ne,
Veste, tukaj pridem jaz, prodajam blago X, ne vem, platno, ker pa ne proizvajam hrane, s tem denarjem kupim blago. S tem se gotovo konča. Denar je samo sredstvo, ki omogoča prehod, bolj eleganten prehod uporabnih vrednosti z enih kot druge. Medtem ko tukaj pa vložim v svoj denar v blago zato, da bom proizvedel presežek, da ga bom prodal in za njega dobil več denarja. In če to so 3 tabele v prvi tradicionalni rešitvi, v novi rešitvi so pa to 3 tabele. S tem, da je ta nekako, se razume, to je tabela 1, to je tabela 2, to je tabela 3. To je res neko blago, da se cirkulira, ampak nas zanima denar, ki je bil vložen v produkcijo, nominalna vrednost in presežek nominalni, ki je bil vrednen ven iz produkcije. In ta tip rešitve nam omogoča ravno to, da če v transformacijo vložimo C in V kot vrednost, ki se proizvede, kot vrednost, ki je vložena v posamezno panogo in sicer kot nominalni spremenljivki, kot vrednost, ki se izraža v njuni ceni, ne pa kot vrednost, ki je vsebovana v njiju kot količini nekih uporabnih vrednosti. Potem bomo v drugi tabeli izračunali vrednost, ki se realizira v prodaji blaga po produkcijski ceni in ta nominalni profit, ki ga bomo ugotovili, ta nominalni profit, ki ga bomo izračunali v tej drugi tabeli, bo do pičice ustrezal neplačanemu delu, ki je bilo vloženo v tem prvem, ki je bilo vloženo v produkcijo in s tem bomo izrazili idejo, da je profit v resnici posledica neplačanega dela. Skratka, še ena razlika, kot vidite, samo o tem govorim, o razliki med staro in novo interpretacijo, ker to je problem, ki ni do konca rešen in interpretiran in se mu približujemo. Pač nekdo je izračunal matematično, kaj se da narediti, zdaj pa mi ugotavljamo, kaj to pomeni. Predvsem je ta nova rešitev, ker stara je že preživela nekaj testov, so tudi začujočih kritik, v kateri pa mogoče ne danes, ker so tehnično vprašanje, ne epistemološka. Tem, ko pri novi pa še ni jasno, ali je tu kakšna ekonomska motivacija v tem pristopu. Skratka, v tradicionalni metodi mi demonstriramo to, da je neplačano delo vir fizičnega presežka. Medtem, ko z novo metodo pa demonstriramo, da je neplačano delo vir nominalnega presežka. To je vsa ta razlika. No in zdaj se bližamo, sploh mi upam pogledati na uro. Zdaj se bližamo, pa gre samo bližati koncu in zdaj bomo ugotovili to. Nekako moramo upravičiti to enačenje med enotami dela pa med enotami denarja, ker to zdaj samo predpostavljamo, nismo pa tega še sploh obravnavali in upravičili. A je to nek fokus-pokus, kar smo naredili v novi rešitvi, ali dejansko obstaja upravičeni razlogi, da se na ta način konceptualizira te kategorije. In zato je treba saj na kratko organizirati razmerje med teorijo vrednosti in pa teorijo denarja. In sicer moja teza bi bila, da vsake od teh dveh interpretacij ustreza nekatere funkcije denarja, ki jih Marx opisuje, ne pa vse. In sicer v tretjem poglavju kapitala, analizira funkcije denarja. V tej tradicionalni interpretaciji zgornji ustreza samo ena funkcija denarja in to je to, da funkcionira kot sredstvo cirkulacije. In sicer Marx zelo na hitro opiše to funkcijo, ker je bila takrat že dolg časa znana. Skratka, denar v ekonomiji, ki ni več neposredna menjava, torej tisto, če moram gledati rečejo barter, vstopi nov denar, ne da bi spremenil karkoli v sami naravi te blagovne cirkulacije, ki je opisana kot B črtica. Denar samo olajša to zadevo. Zakaj? Ker naprimer, jaz želim kupiti neke lepe usnjene čevlje, jaz pa proizvajam
sukno. Ne? Grem in zamenjam sukno na sejmu in dobim denar za sukno. Ne? Zdaj, če bi bila samo neposredna menjava, bi jaz velikokrat verjetno mogel hoditi na ta sejem, ker ne bi bilo nikoli čelo, ki bi se jaz želel, pa bi zmeraj prišel nazaj s svojim suknom, ne, ker ga ne bi imel za kaj pametnega zamenjati. No, zdaj pa seveda mi ni treba, da je na sejmu ravno tisti čevlji so, ki jih jaz iščem, ampak prinesem svoje sukno na trg, zamenjam za denar in grem na nek drug sejem ali pa v neki drugi priložnosti, ko pa slučajno imajo lepe čevlje, pa pridem pa kupim lepe čevlje. Skratka, denar kot cirkulacijsko sredstvo, ki omogoča, da se loči ta faza nakupa, faza prodaje in faza nakupa, ne da bi spremenil karkoli v sami naravi tega procesa. No, ta druga interpretacija ima pa temelji na funkciji denarja kot meri vrednosti. In sicer, Marx ponekod precej ohlapno piše in kot veste v 3. poglavju, ta prva funkcija, ki je obravnava, je funkcija, da denar mera vrednosti. V okviru tradicionalne rešitve to ne more delovati. V tem smislu se Marx vsaj delno motil. Namreč stvar je zelo preprosta pravzaprav. Kaj pomeni, da je denar mera vrednosti? Glejte, mi smo prej rekli, ne? V tradicionalni rešitvi imamo presežni produkt, katerega vrednost je 10.000 enot dela. Ko ga pa izmerimo z denarjem, vidimo, da je vreden 9.900 enot. Okay. Potem imamo pa en drug svežen blaga, to so življenjska sredstva delavcev, katerih je spet v sodelovanju 10.000 enot dela. In ga spet zmerimo z denarjem, in zdaj 10.000 zmerimo z številko 9.203. Skratka, ker pride ven je očiten nesmisel, ker najprej enota, ko merimo presežek, enota dela vredna 99,99 evrov, ko pa merimo sredstva za delavce, je pa kar nekrat vredna še manj, 0,92. Skratka, očitno je, da denar tukaj ne meri vrednosti, ampak funkcionira kot nekaj, o čemer pa Rubin piše, kot standard cene. Ja, res je, v denarni enoti se izraža cena. Ni pa nobene zakonitega odnosa med številom denarnih enot in številom delovnih enot, kar je tukaj zelo očitno. To pomeni, da denar v tej tradicionalni pristopu ne more biti mera vrednosti. Zato je moja teza ta, da skratka denar, a veste, če gremo čisto skrajni konsekvenc, ta vrednost, o kateri govorimo v tem tradicionalnem pristopu, v resnici ni nek denarni monetarni pojav, kot mi mislimo, mi več govorimo, ko pomislimo na vrednost, pomislimo na denar. In to je v nekaj mere prav. Medtem ko tole, kar Marx tukaj imenuje vrednost, je po resnici neke vrste fizikalna merska enota. Pač ni teža, ampak je količina dela, ki je vsebovana v tem produktu. Kar je seveda okej, ni pa nobenega razloga, da bi taka mera bila uporabna ali pa izključno omejena na blagovno gospodarstvo. Zato obstaja v marksizmu cela razprava o tem, ali je vrednost v tem smislu ali pa abstraktno delo v tem smislu transhistorična kategorija ali pa omejena na blagovno gospodarstvo. Ker zakaj ne bi bilo mogoče v planskem gospodarstvu reči, da je neko stvar izmeriti z količino dela, ki je v njem vsebovana. Ni nobenega očitnega razloga. Zato je celo Marx, če boste brali 4. razdelek prvega poglavja o blagovnem fetišizmu, boste videli, da je ta Marx primer Robinsona in prav Marx, vse vrednostne določitve so že tukaj, pri Robinsonu in v predkapitalističnih gospodarstvih. Potem seveda kdaj reče tudi kaj druge, zato so tukaj vedno kakšne ambivalentnosti, ampak v principu, to ni monetarni pojav, ampak fizikalna enota za merjenje količine.
Tukaj pa vrednost v novi rešitvi, pa vrednost obravnavamo kot denarni pojav. In tam pa denar je mera vrednosti. Denarna enota ne meri količine dela, ki je v danem svežnju vsebovano, ampak tisto kupno moč, o kateri sem govoril, ki se izraža v njegovi ceni. Zato je zdaj treba pokazati, ali je mogoče to kupno moč, torej to vrednost denarja, povezati z delom, ki je bilo porabljeno v produkciji blaga, skratka s tisto substanco vrednosti na začetku, kajti na tem temeljita tisti dve enakosti, ki jo Marx pričakoval. Marx je pričakoval, če samo delo in zgolj delo ustvarja vrednost, potem teh 20.000 ur, ki je bilo porabljenih v tem obdobju, mora ustrezati, ni nujno do razmerja 1:1, vsekakor po nekem zakonitem razmerju, proporcionalnem, mora ustrezati vsoti cen tistega blaga, ki je bilo v tem obdobju proizvedeno, in nominalni profit mora ustrezati presežni vrednosti oziroma tistemu času, ki je bil porabljen nad reprodukcijo vrednosti delovne sile. Če želimo resno vzdržati teorijo delovne vrednosti in hkrati imeti vrednost kot nek monetarni pojav, kar je njega zanima. Skratka, tukaj bi morali seveda iti v precejšnje detajle okoli teorije vrednosti, mi bomo to spustili, da Marxovo dejansko eksplicitno teorijo denarja, blagovnega denarja puščamo v strani. Bom pa opozoril na njegovo analizo, kako se reče, enostavna oblika vrednosti in take stvari. Kako je tisto? Najprej enostavna, bolje popolna, bolje denarna. No, tako, v sklopu tega, v tistem delu prvega poglavja, geneza vrednostne forme, v tistem delu tega poglavja prvega, če se motim, da to prvo, to je prvo poglavje, je Marx izdelal tudi teorijo splošnega ekvivalenta, še posebej in še bolj izrazito je potem pisal v tisti prilogi k prvemu poglavju v prvi izdaji kapitala, ki se imenuje vrednostna forma in je tudi prevedeno v slovenščino. In tam je Marx pisal sicer o denarnem blagu, ampak moja teza je pa ta, da tiste lastnosti, ki jih je on projiciral v denarno blago, v resnici veljajo za eno drugo blago in da iz teh lahko izpeljemo vrednost denarja, ki jo mi rabimo za to, da utemeljimo to svojo teorijo. In sicer je takrat tam pisal takole nekako v tem smislu, zdaj rekonstruiral. Skratka, verjel je, da obstaja blago, sicer je menil, da je to običajno zlato, za katero velja, da so konkretna privatna dela, ki so porabljena za njegovo produkcijo, hkrati neposredno abstraktna in družbena. Ker je to, vi seveda ste pisali o tem, sicer v nekem drugem kontekstu, ker je tam tudi tisto znamenito dvobek o tem, kot da bi poleg živali, poleg levov, tigrov in tako naprej, obstajala še vrste žival. Skratka, in denar bi bil taka vrste žival. In zato Marx govori tam o Verkehrung. To v resnici ne more biti tako, ampak se pač v glavah ljudi z objektivnih razlogov prikazuje kot dejanskost. No, ampak dajmo bolj v nekem bolj prizemljenem jeziku si predstavljati, kaj bi to bilo. Glejte, moja teza je ta, da blagovni denar ali pa denarno blago, če obstaja, danes ne obstaja več, to zdaj ni dvoma, ampak tudi ko je obstajalo, v resnici nima samo teh lastnosti, ki jih Marx tukaj predvideva, ampak obstaja pa dejansko blago, ki pa jih ima. In na podlagi tistega se določa vrednost denarja. In to blago pa ni eno posamezno blago, ampak je svežen blaga ali pa kompozitno blago, torej en svežen blaga, ki je reprezentativen za družbo kot celoto. In sicer običajno se kot tak svežen jemlje neto produkt. Neto produkt zato, ker pri bruto produktu se nekatere stvari dvojno upoštevajo in tako naprej. To so tehnične stvari, v katere ne gremo. Skratka, neto produkt tisto, kar je razlika med produkcijskimi sredstvi vloženim na začetku leta in skupnim produktom na koncu leta. Skratka, dodana vrednost. In
Poglejte, skratka, teza je ta, da to blago, ta svežen blaga, to kompozitno blago, pa dejansko ima te lastnosti. In sicer zakaj? To blago, prvič, za to blago vemo, da se je v celoti realiziralo na trgu. Zato je prišlo tudi v naše knjige nacionalne račune. Ne? In za to blago potem velja, da so bila privatna dela, ki so bila porabljena v procesu produkcije teh blag, ta dela so bila res potrjena kot potrebna. Dokaz je to, da so se realizirali. Ne? In ne samo to, skratka, to pomeni, da so bila družbeno potrebna, da zadovoljujo neko potrebo, drugače se ne bi prodala in hkrati lahko predpostavimo tudi, da so bila izvedena skladno s povprečnimi tehničnimi normami, ne? Vsaj v tendenci. Ne? Zakaj je to velja? Zato, ker recimo, da je producent A porabil nekoliko več kot povprečni delovni čas, producent B pa nekoliko manj kot povprečni delovni čas. Ampak te dve odstopanji se seveda drugo izničite. Ne? On je porabil ravno toliko preveč delovnega časa, kot ga je tisti drugi premalo. Ne? To je definicija povprečja. In naprej, ne? Zato, ker se profitne stopnje izenačujejo, mi sicer vemo, da so se nekatera blaga prodala nad vrednostjo, druga pa pod vrednostjo, ampak po definiciji, ne, če nekdo prodaja pod vrednostjo, tudi nekdo drug kupuje pod vrednostjo, oziroma če nekdo prodaja nad vrednostjo, mora nekdo njega kupiti nad vrednostjo, to je pa lahko naredil samo, če za svoje blago prodal pod vrednostjo. Ne. In zato, zdaj tega ni več gor, ampak to smo bili odstot ta redistribucija vrednosti in zato za ta konkreten, torej za ta svežen blaga, pa lahko predpostavimo, da tukaj pa res je delo, kot Marx bolj alegorično reče, pa metaforično reče, dejansko družbeno potrebno, da je dejansko družbeno potrebno. Ne? In zdaj, če hočemo izraziti tako razmerje, kot smo ga tukaj, naprimer, ne? Rečemo 1 evro, na 1 evru denarja se izraža ena enota dela, je to neko razmerje. To razmerje pa dobimo tako, da je torej sestavljeno vsaka razmerje iz ulomka, v katerem je števec in imenovalec. V imenovalcu je kaj? Je količina enot dela. Pri nas, na primer, 20.000 enot dela. Ne? Toliko dela je bilo porabljenega. V števcu pa ne more biti drugega kot njihova cena. Zdaj, to, da je 20.000 smo mi predpostavili iz pedagoških razlogov, za demonstracije lažje, ne? Ampak skratka vrednost denarja je torej neka, recimo so to delovne ure, je torej neka, je na primer $1 na uro. In zdaj, če želimo, ne, da ima ta zadeva kakšno ekonomsko temeljitev, moramo biti sposobni tudi pojasniti, kaj vpliva na to vrednost denarja. Seveda jasno je, kaj je v števcu. V števcu je količina opravljenega dela, to pa je odvisno prvič od obsega dela, ki je na voljo, ki ga je mogoče zaposliti, in od produktivnosti dela. V števcu imamo pa neko vrednost, nominalno količino, to so cene, po katerih so se ta blaga realizirala. Kaj pa torej splošna raven cen? Kaj pa vpliva na splošno raven cen? Poenostavljeno rečeno, splošna raven cen je odvisna predvsem od povpraševanja oziroma od tega, ali obstajajo kakšne težave pri realizaciji blaga. Če je blago realizirati, če je veliko povpraševanje, oziroma recimo najprej, če je majhno povpraševanje, potem bo treba kaj narediti? Bo treba nižati cene, da se bo ja prodalo. Ali pa vsaj držati cene nižje. Skratka, če so težave pri prodaji, bo splošna raven cen stagnirala ali bo pa padala. Torej bomo imeli stagnacijo ali pa inflacijo. Če pa bo blago lahko prodati, takrat bodo vsi proizvajalci dvigali cene, jasno, bo izkoristili situacijo. Takrat se bo splošna raven cen dvignila, to pa je definicija inflacije. Skratka, zdaj pa pridemo pravzaprav do konca tega svojega mojega rezimiranja. Zdaj se zdi, da je mogoče ta pristop že bolj utemeljen.
da obstaja res dejansko v sami realnosti nekaj, kar napotuje na to tako imenovano vrednost denarja. In ko imamo enkrat ta koncept, ki ga lahko mimogrede seveda uporabimo tudi inverzno njegovo obliko, ki mu nekateri rečejo MED, denarni izraz delovnega časa, ki je pa ravno obraten. 1 ura se izraža v $1. No in zdaj imamo pa končno orodje, ali pa sredstvo, s katerim lahko, ki nam omogoči, da svojo transformacijo začnemo tako, kot sem jo začel, kot jo začne ta nova interpretacija. To pomeni, da vzamemo bodisi iz nacionalnih računov, običajno iz nacionalnih računov, agregatne denarne vrednosti, naprimer, mi smo imeli 10 tisoč evrov, plus še 5000 evrov. In zdaj lahko temu končno pripišemo tudi delovno vrednost, ker ga pomnožimo s tem. Krat 1 ure ulovljeno z evri, zdaj sem zamenil denarno enoto, kot to je bistveno. Veste, tukaj bomo zdaj imeli nekaj, kar je izraženo v evrih, torej v denarju. To dvoje se bo zdaj pokrajšalo in bomo na ta način dobili nekaj, kar je izraženo v urah. In ko imamo to orodje, lahko prosto prehajamo med denarnimi in vrednostnimi količinami, zdaj pa ne več samo tako predpostavljeno za namene demonstracije, ampak dejansko utemeljeno tudi teoretsko. Ker je zdaj ura že res pozna, bom na tej točki končal, samo če pa bi že govoril naprej, bi pa rekel naslednje. To je priljubljena retorična figura pri Dostojevskem. To je tuji govor, da pač sicer ne bom nič rekel, če pa že bi bom pa rekel to. Bom pa samo še naštel, katere teme pač še prišle upoštev. Namreč Marx je izdelal še obširnejšo teorijo denarja, v kateri bi videli, da ima denar tudi nekatere druge funkcije. Tiste druge funkcije denarja so vezane predvsem na dve stvari. Ena od teh so stvari, ki imajo ceno, nimajo pa vrednosti. Marx je pokazal, da cenovna forma omogoča artikulacijo odnosov, ki niso blagovni ali pa kapitalistični z blagovnimi odnosi. Za primer je dajal, naprimer, naš primer je že delovna sila. Delovna sila ni blagovni proizvod, ima pa ceno. Skratka, ni vrednosti, ki je bila v njej vsebovana, vendar pa ima to vrstno ceno. In zdaj s to enoto je že lahko normalno vključite v schemo transformacije. To sicer ni bil Marxov primer. Marxov primer je recimo pretvorba zemljiške, torej rente v naturi, v denarno rento ali pa dajatev v denarne dajatve. In naprimer odnosov upnika in dolžnika, ki dobi obliko denarnega odnosa, čeprav to v resnici ni odnos, čeprav to praviloma ni odnos dveh blagovnih producentov. Primer je bil iz starega Rima. Plebejci in njihovi zemljiški gospodje, torej patriciji, plebejci so bili seveda zadolženi in ta dolžniška kriza se končala s propadom plebejstva, pravi Marx, ampak to je ravno izhaja iz funkcije denarja, da je plačilno sredstvo. Skratka, da je univerzalno blago pogodb, pravi Marx. In tam imate spet, in ravno tam nam pride prav tak to vrsten koncept in za nazaj tudi utemeljuje ta tip konceptualizacije, ker tam imamo vrednost, ki jo nosijo predmeti, ki sami niso vrednosti, ker niso produkti dela. In potem se nam za nazaj pokaže, da je mogoče seveda tudi vsako blago, se to je naša poanta ves čas, obravnavati hkrati kot nekaj, kar je nosilec vrednosti, oziroma kar je predmet vrednosti, kar samo vsebuje delo, kar je samo proizvod in nekaj, kar nosi kot tako še vrednost. In potem pa čisto nazadnje se pa mislil še povedati nekaj o še o dveh temah, pravzaprav. To je kot živi pesem, bolj ko se človek, bolj se pogreza. Imel sem še to idejo, da bi potem
prišel še korak naprej. Marx je namreč upeljal tudi koncept kreditnega denarja že v 3. poglavju prvega zvezka in fiktivnega kapitala v 3. zvezku. In bi potem videli, da je treba tudi tisto dodati v ta kontinuum denarne vrednosti, samo da je potem treba seveda razločevati ta naš realni sektor, veste, kjer je novo ustvarjeno, kjer je ta monetarna vrednost odvisno od tega, seveda, koliko je bilo produktivnega dela v nekem obdobju proizvedenega, in na drugi strani na sfero finančnega pa fiktivnega kapitala, ki je do neke mere neodvisno od njih. Ena in druga se usklajujeta samo v času krize ali pa nekih dramatičnih dogodkov, ko se izkaže, da ni mogoče vrednosti, ki nastane v sferi fiktivnega kapitala, ni mogoče potrditi ali pa ni mogoče zamenjati za dohodek, ki nastane v tej tako zvani realni sferi. O tem drugače piše tudi in predava dr. Joachim Becker, ki je tukaj že pred letom mi predaval. No in za konec se potem isto še zelo kratko povedal o tem, kako se v ta en in drug pristop uporablja v empiričnih raziskavah, takih stvari, kot je profitna stopnja, naprimer, in pa deleži posameznih razredov v novo ustvarjeni vrednosti, torej stopnja eksploatacije. Tukaj je bilo v zadnjih 50 letih kar predvsem narejenega, če upoštevamo seveda, da marksizem ima institucionalne baze in da to delajo pač ljudje, ki temu posvetijo recimo praktično celo življenje. Tudi tukaj bi pokazal, da in ena in druga teorija sta mogoče kar precej empiričnega raziskovanja. Ker pa za to ni časa, vam lahko ponudim samo to, da ko bo to besedilo napisano, da boste pač imeli možnost prostega dostopa do njega. Vesel bom tudi kakšnih vprašanj in komentarjev na mail, ki bi jih mogoče kdo poslal, če ga kajkoli od tega zanima. Če bi se kdo rad še bolj podočil, kar mu sicer ne priporoča, ker obstajajo manj marginalne in bolj operativne na področja marksistične politične ekonomije in historičnega materializma, ki so bistveno bolj pomembna in bistveno bolj prikladna za konkretno analizo konkretne situacije, ki je po mojem mnenju verjetno tisto, čemu se vsi prizadevamo. Ampak vendar, če je kdo tak, ki se bo o tem vsem odrekel, imam v mislih 2 do 3 članke, kjer se da dokaj dobro seznaniti s temi teorijami. Skratka, to je to. Hvala še enkrat za povabilo, ne če bo to tisto, kar ste pričakali od mene, ampak to je tisto, kar sem jaz v konkretni situaciji konkretno vam dal. Hvala.